začnemo samo tako od začetka, kakšne tipe sedrišč ne bi poznali, pa jih tudi uporabljali v praksi. Poleg tistih najbolj enostavnih, pa tudi smo ponovadi najbolj veseli, se pravi, če dobimo kakšen fajn drevo, ali pa če imamo rinki, kakor paklenici, ali pa kakšne orank mostičke, take pač vsaj 10 cm v premeru, ker ni nobenega problema. Tja se mi prevežemo, pa tja tudi varujemo, tako da tam kakšne znanosti glede vezavi ni. So pa spremembe pri vezavi večjih fiksnih točk, še posebej, kadar imamo opravka z slabimi klini oziroma z nezanesljivimi valovali. Če imamo opravka z dvema svedrovcema ali pa vsaj en svedrovc in en klin, se najlažje pa najbolj enostavno pomagamo s tako imenovano zaporedno vezavo. To pomeni to, da smo mi preprost v najboljšo točko privezan z oponko, z matico, vanjo smo tudi privezan pač z vrvjo, varujemo pa ravno tako v to oponko ali pa tako, kot sem jaz tukaj naredil v eno zanko, sedriščno zanko, lahko je to vozil smica, ali pa ta sedriščna zanka, ki je narejena. Dodaten klin je pa samo potem napeto, se pravi tesno povezan z bičevim vozlom. Za to vezavo se lahko uporablja tudi kakšna dosti primerna, dosti debela pomožna vrvica ali pa tudi glavna vrv. Pri nas v hribih so pač točke, pri katerih so povezani navadne klini, katerih nosilnost je seveda dvomljiva, pač nezanesljiva, ne vemo točen koliko nosijo, ali 100 ali 200 ali 300 kil, oziroma dobro reči, zelo malo ponestavljeno v kile govori, kakorkoli, ampak da se zastopimo. Pri tem moramo pa seveda zagotoviti tako vezavo, da eventualen padec v sedrišče porazdeli enakomerno pač med te fiksne točke, med te kline. Do zdaj se je uporabljala, poznate, seveda zaradi tega, ker se je sam to uporabljal, več ali manj, vsaj v procesu alpinistične šole, vezava gibljivega varovališča, tega V, pri čemer smo pač ponekod zasledili še zmeraj, da so bili ljudje privezani v klin, varovali so pa potem tlele noter. Pri tem je seveda prihajalo ne samo do teh ogromnih premikov varovališča, gor, dol, levo, desno. V primeru pretrganja ali pa izpuljenja enega klina je tlele ta glaven problem ta, da je ta sunk, dodaten sunk sile na varovališče v primeru, da se to podre, toliko velik, da lahko, ne toliko klin, kakor gurtna lahko crkne, zelo hitro. To so prišli pač Nemci na podlagi testov do teh zaključkov, da ta varovališče ne predstavlja nobene prednosti, večjem potencialno nevarnost za to, da se čisto podre, da pade cela naveza dol, v primeru takega razvoja dogodkov. Poleg tega se tudi pogruntali, da recimo pri tem, ko se tole premakne, takole hitro, se gurtna stopi. Sploh te tenke gurtne, ki imajo zelo malo varnostne rezerve, se pravi 8 mm, ali pa še celo manj, zdaj tako zelo popularne, da imajo eni samo take, ponavadi ne zdržijo takih obremenitev. Zelo hitro se začnejo topiti. Sploh, če jih še kaj krajšamo s kakšnimi vozli vmes, se njihova nosilnost zelo hitro zniža na manj kot polovico tiste nazivne, ki je kao 2 tone 200. In zaradi tega se priporoča za uporabo na varovališčih, se pravi za izdelavo sedrišča, debelejše gurtne. Debelejše gurtne glavno vrv, ne pa tistih tenkih. Ali pa pomožne vrvice, tam 7-8 mm tudi, kdor jih še nosi s sabo. Torej, namesto te izdelave se zdaj zahteva oziroma priporoča izdelava fiksnega, se ga vsi poznate zaradi tega, ker se ga pač dela tudi, za spuste po vrvi ali pa pri GRS ali kakorkoli. S tem, da pač vse, kar naredimo, je to, da mi smo privezani v center in varujemo tudi v center ali pa v pas, ker bomo potem še razložili. Vse, kar je, pač pogledamo približno, kam bo šla obremenitev v primeru padca v sedrišče in stvar fiksiramo, zavežemo.
pa zadeva dela. Kakšne so prednosti, poleg tega, da v primeru podrtja enega klina, je sunk sile bistveno manjši. Izdelava je relativno hitra in enostavna, pa ker ga pa na gor zabriše, pa samo drži, ne? Se smo mi spodaj, ne? Z našo, ja. Mi amortiziramo. Mi smo zmeri tle spodaj prevezani. Mi amortiziramo, ne? Ja, tako je. Tako da tlele na gor nikoli ne pričakujemo oziroma nikoli ne pride do take sile, kakor pa če pride v direkt padec v štanke. Zaradi tega je precej bolj funkcionalna ta izvedba, da gurtno povežemo oziroma prevežemo v fiksne točke z bičevimi vozli. Tlele je zanka narejena, v katero smo mi prevezani, gurtno je pa poje v obe točki, vsako točko pač povezana z bičevim vozlom in to se lahko poje tudi po višini zregulira, tako da se lahko skrajšamo, podaljšamo, spremenimo smer. Skratka, tale zadeva je tako, kar se tiče fleksibilnosti, najbolj uporabna. Ravno tako za povezavo večjega števila fiksnih točk, ker imamo tamle enega naprej boj prikazanega. Poleg tega je bilo pa tudi to ugotovljeno, da v primeru tega hudega padca, direkt v sidrišče, ta izvedba majhen bolj dinamičen vse skupaj ustavil, zaradi tega, ker se tile vozli še mečkan se še zategnejo. In je tam do enega kilonewtona poje še manjša sila.